Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi oddaji s farmacevtom do zdravja. In v naši družbi je gospod Bojan Madžar, sicer magister farmacije. Dobrodošli. Pozdravljeni. Danes bova govorila o shranjevanju zdravil, tudi to je eden od pomembnih faktorjev. Pa mi recite takole za laike v začetku, ali imajo tudi zdravila rok trajanja kot prvo pred shranjevanjem, tako kot imajo živila v trgovini, pa je včasih dobro pogledati tudi na datum? Absolutno, ja. Praktično vsako zdravilo ima rok trajanja, ne samo kakšne kreme ali pa sirupi recimo, ampak tudi tako v trdni farmacevtski obliki, tablete, kapsule, čeprav se nam zdijo tako, da jim nič ne more do hudega, ne? Vseeno, treba pogledati ta rok uporabnosti. Kakovost z tem rokom uporabnosti pada verjetno pri zdravilih, oziroma niso tako učinkovita po mojem razmišljanju? Točno, pravilno razmišljate. Problem je kakovost, ki se po izteku roka uporabnosti več ne more zagotoviti, se pravi, to lahko se kaže v spremenjeni učinkovitosti in kar nas še bolj skrbi v spremenjeni varnosti. Torej, še kako pomembno je potem, kako zdravila hranimo. O tem bo danes govora, seveda v tej oddaji, kako zdravila shraniti, na kaj moramo biti pozorni pri tem in seveda najti ustrezno mesto za njih doma. Pozorni moramo biti na tiste pogoje, ki potem lahko spremenijo to kakovost zdravila, se pravi temperatura na prvem mestu, tudi vlaga, zelo pomembna pri veliko zdravilih, neposreden vpliv svetlobe in kar se tiče varnosti, bi opozoril še tudi na to, kje shranjujemo, da onemogočimo stik z recimo otrokom do zdravil, da ne bi prihajalo do nenamernih zaužitij in zastrupitev. Pravite, da je eden pomembni faktor temperatura, verjetno različna zdravila tudi različno reagirajo na temperaturne razlike, nekatere verjetno bolj, nekatere manj. Ja, običajno zdravila shranjujemo pri sobni temperaturi, se pravi med 15 in 25 stopinj Celzija. To velja za večino kakih tablet, kapsul, praškov, tudi veliko siropov ali pa drugih zdravil, recimo v obliki obližev, tudi mazila, kreme. Nekatere so pa bolj občutljiva, ne? To so pa zdravila, ki jih moramo hraniti na hladnem, se pravi v hladilniku, kjer temperatura naj ne bi presegla 8 stopinj Celzija. Hkrati pa pazimo, da zdravil ne zamrznemo. Tudi zelo nizke temperature znajo zdravilom zelo škodovati. Običajno zdravila hranimo v shrambi, nekje na posebnem mestu, kot ste dali, nedosegljivo otrokom. Sicer pa zdravila lahko skupaj hranimo, tablete za protibolečinske tablete, vi to veste, kako se strokovno reče, z antibiotiki ni tu nekih, razen tistih, ki morajo biti seveda v hladilniku na hladnem. No, načeloma lahko imamo vse v eni škatli, v enem predalu, v eni omari. To imate popolnoma prav, s tem, da svetujemo, da so zdravila vseeno v originalnih ovojnini, se pravi v tistih škatlicah, kot jih prinesemo iz lekarne, da ne prihaja do zamenjav zdravil. Veste, zdravil je veliko teh tablec je na videz zelo podobnih in da ne bi res prišlo do zamenjave in da bi namesto, ne vem, enega protibolečinskega zdravila potem zaužili neko zdravilo antibiotik, kot ste omenili, ali pa še kaj hujšega v primeru, da je zaužil človek, ki tega ne rabi, recimo kaj proti pritisku ali pa za sladkorno bolezen. Svetujemo pa vseeno, da če ima neka oseba v gospodinjstvu predpisana zdravila na recept, da bi bilo najbolje, da ta zdravila hrani ločeno, nekje, ko ima samo on dostop. Se pravi, od zdravil, ki jih imamo drugače doma za samozdravljenje, praktično vsako gospodinjstvo ima nekje neka zdravila za prvi primer, recimo, če zbolijo, če nas boli kaj ali če se prehladimo in podobno. Še moramo biti pri tem hranjenju na kaj posebej pozorni, na kar bi vi opozorili kot farmacevt, verjetno tudi pri vas v lekarni, prihajate iz Pucancev, seveda Pomurske lekarne. V Pucancih, kar bi veljalo našim gledalkam in gledalcem omeniti, kakšno posebno noto, pozornost? Zdaj, če izhajam iz tega, kaj ljudje dejansko počnejo, vidimo, da velikokrat zdravila puščajo v kuhinji ali pa v kopalnici. Veliko ameriških filmov vidimo, da
gre v kopalnico in tam vzame iz police oziroma z omarice neka zdravila. To sta dva prostora, kjer je lahko občasno prisotno veliko vlage, više temperature, se tuširamo, kopamo, v kuhinji kuhamo, je sopara in sta v bistvu najmanj primerna prostora. Tako da res takrat, ko gledamo, kje bi zdravila pustili, gledamo tudi na to, se pravi neka shramba, dnevni prostor, spalnica je vsekakor boljši prostor, kot pa neka kuhinja ali kopalnica. In pa tudi upoštevamo dejstvo, da pač otroci, ko začnejo stikati, jih lahko niso vse tablete tako dolgočasno bele, nekatere so barvaste, predvsem kapsule znajo biti zelo prijetnih barv in lahko otroka zavedejo, da poskusi. Polovica zastrupitev otrok v Sloveniji je povzročenih zdravili. Tako da to je treba paziti. Ko enkrat otrok shodi, takrat je treba upoštevati tudi to možnost, da lahko pride do kakih tablet. Odraslemu ne bodo škodile, otroku zaradi njegovih drugačnih procesov, bistveno nižje telesne mase pa lahko škodijo tudi na ta način, da otrok umre. Na vso srečo zadnja ta primeri zastrupitev pri nas se niso tako tragično končale, ampak nikoli ne veš. Tako da tudi na to se pravi, da damo nekam, najboljše bi bilo, da imamo taka zdravila pod ključem. Govorila sva seveda o zdravilih, ki se hranijo na suhem. Nekaj ste že tudi uvodoma povedali o zdravilih, ki se shranjujejo v hladilniku. Nekaj več boste o tem povedali, katera zdravila recimo to, katera sodijo. Verjetno gre za kakšne ampule, kaj podobnega. In seveda tudi tu je treba, če imamo posebej hladilnika, za zdravila ravno nimamo. Treba še biti kako pazljiv, tudi kar se tiče otrok. To je res, tudi nasplošno zaradi kvalitete samega zdravila. Za katera zdravila, predvsem so to biološka zdravila. Se pravi, to so večinoma zdravila, ki se aplicirajo skozi kožo s pomočjo nekega injektora. Se pravi, biološka zdravila, sem lahko seveda, če širše gledamo na biološka zdravila, prištevamo tudi inzulin, ker danes uporabljamo predvsem te inzulinske analoge. Včasih so tudi kakšne kapljice za oči ali pa drugačne kapljice, sirupi znajo biti, recimo velikokrat, ko pripravimo antibiotični sirup za otroka, starše vedno opozorimo, ker določene oziroma kar večino je pa treba hraniti v hladilniku, drugače je njihova obstojnost prekratka za tisti čas, ko imajo to zdravilo na voljo. Najboljše je, da v primeru, da moramo zdravilo hraniti v hladilniku, da ga, seveda v originalni ovojnini naj bo itak, to velja za vsa zdravila, da ga damo v neko posodo z pokrovom, da je tudi ločeno od ostalih živil, mogoče tudi tak pokrov je težje odpreti za otroka in že na ta način tudi omogočimo oziroma onemogočimo dostop do njega. Povedali ste tudi, da seveda gre za hlajenje, ne zamrzovanje, kajti po mojem tudi, če zamrzne zdravilo, izgubi učinek oziroma nima pravega efekta. Ja, v bistvu lahko še ta zelo nizka temperatura še hitreje povzroči spremembo proteinskih. To so ta zdravila, recimo inzulin in podobno biološka zdravila, to so vse proteinske molekule. Ko jih mi enkrat zamrznemo, se struktura spremeni in učinka več ne bo, verjetno bo škodovalo celo, tako da lahko še prej to povzroči, tako da ne zamrzovati, ta temperatura naj bo nekje od 2 do 8 stopinj Celzija. Če je zamrznjeno enkrat, tako zdravilo samo še vrnete nazaj v lekarno in se preda v uničenje. Zdravila sicer dobimo vedno, tudi tista brez recepta za neko obdobje, ki jih moramo zauživati. Zdaj, ljudje smo pač takšni, kot smo. Malo bolje ti je že, pa prenehaš z tistim predpisanim rokom, ki moraš jemati zdravila, predvsem tiste, ki predpisuje zdravnik, in tako zdravila nam nekatera ostajajo na zalogi. Seveda tudi tiste, ki kupujemo takole v lekarni, proti prehladu, proti simptomom gripe, proti bolečinam. Kdaj, verjetno treba tiste zaloge doma malce pregledati teh zdravil, vsaj mislim, da bi bilo enkrat letno se spodobilo, da bi tole pregledali in seveda tiste, ki so starejšega datuma, starejšega roka, verjetno izločili. Ja, tu se povsem strinjam z vami. Vsaj enkrat letno se lotimo tega pregleda, to tako imenovane domače lekarne oziroma zdravil, ki jih imamo doma v gospodinjstvu.
in izločimo vse zdravila, ki jim je rok uporabnosti potekel, zdravila, kjer vidimo, da je videz spremenjen, recimo drugačna barva sirupa, spremenjen vonj, recimo sirupa, tablete se luščijo. Tudi vsa zdravila, ki smo jih hranili na način, ki odstopa od predpisanega, tudi takim ne moremo zaupati, in enostavno so zdravila, ki jih več ne rabimo. Če smo imeli nek antibiotik, vseh tablet nismo uporabili, 2-3 tablete so ostale, to se mora dati med odpadna zdravila, tega več ne moremo ponovno uporabljati, ker če bomo zboleli naslednjič, bomo rabili ne 3 tablete, ampak bomo verjetno rabili vsaj 10-20 tablet, se pravi, to bo premalo, pa še poleg tega mi kot laiki ne moremo postaviti diagnoze, ali gre zdaj za bakterijsko okužbo, ki jo zdravimo z antibiotikom in s katerim antibiotikom ali ne. To lahko stori le zdravnik. In kaj s takimi zdravili? Preprosto jih zavreči v smetnjak, menda ni dovoljeno. Torej, že tako imamo težave z zbiranjem oziroma ločevanjem odpadkov. Verjetno pravi naslov lekarna, kamor se to odnese, te tablete, ta zdravila, ki seveda jih izločimo iz domače lekarne. Ja, glede na uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili je to napačno in tudi nevarno, škodljivo ravnanje, če damo med navadne komunalne odpadke, ker ta zdravila potem lahko pronicajo v podtalnico in jih mi imamo v odpadnih vodah, v pitnih vodah se celo pojavljajo kar veliko zdravil in seveda to lahko ima določene neugodne posledice na ljudi okrog nas, pa tudi na nas same, ne nazadnje. Tako da zdravila lahko glede na to uredbo vrnete večino zdravil, razen če gre za neke ostre predmete ali pa biološki material v lekarno, se pravi kakšne tablete, kapsule, praške, sirupe, kreme, vse to se lahko vrne v lekarno oziroma vsa zdravila, tudi tiste ostre predmete pa lahko vrnemo nazaj kot nevarne predmete v pač zbiratelju oziroma izvajalcu službe za ravnanje z odpadki, komunalnemu podjetju. Oni imajo določene akcije, ko zbirajo te tako imenovane nevarne odpadke oziroma vsakodnevno lahko na sedež podjetja tam, kjer zbirajo, to tudi odpeljemo in tam pravilno odstranimo, da se potem ta zdravila tudi uničijo na način, da ne oziroma vsaj minimalno obremenjujejo samo okolje. Magister farmacije Bojan Madžar, zdaj pa še mi zaupajte, kako je to v praksi. Vi ste sicer majhna lekarna, bolj na podeželju kot v mestu, verjetno v mestu tega več. Nosijo ljudje ta višek, v navednicah zdravil oziroma tistim, ki je potekal rok k vam v lekarna ali pa vendarle še se to nekako ne prakticira toliko, kar pa je zelo težko ugotoviti. Nosijo, ja. Moja laična ocena tudi glede na ankete po drugih državah, recimo Avstrijci so ugotovili, da kljub temu še večino zdravil ljudje napačno odvržejo in dvomim, da smo mi bolj dosledni kot Avstrijci, vsaj po drugih kazalnikih, kar se tiče življenja pri nas in sosednji državi bi smel to trditi. Veliko verjetno še ne, ampak skušamo ljudi ozaveščati o tem in kar veliko zdravil dobimo tudi nazaj. Tle bi edino apeliral, da ljudje pogledajo, kaj imajo v tej vrečki, ker kozmetika, neke baterije in take stvari ne sodijo zraven in tudi jih usmerjamo, tako je vsaj po predpisu, da naj se vrnejo zdravila samo v primarni ovojnini, se pravi, če imajo. Lepo so imeli zdravilo hranjeno v steklenička je bila v škatlici, zraven je bil ta navodilo za uporabo, skratka, to škatlico, ta navodilo za uporabo dajo med papir, v lekarno pa prinesejo stekleničko s tabletami oziroma pretisnijo mod s tabletami, da potem lahko mi tudi v te relativno velike, pa vseeno premajhne velikokrat zabojnike lahko damo čim več teh zdravil v sam zabojnik in da nimamo potem dela še s tem. Ustrezno seveda se potem to uniči, ta zadeva? Ja, zato skrbi dejansko ena taka pogodba, eden med veletrgovcev z zdravili, Kemofarmacija, ko mi napolnimo te zabojnike, jim sporočimo, pridejo iskat, odpeljajo poln zabojnik, pripeljajo prazen zabojnik, ta poln zabojnik se zbira nekje v Ljubljani oziroma nekje v okolici in se potem to uniči z sežiganjem.
Glede tega, da smo Slovenci, prej ste malce primerjali z drugimi državami, dokaj hitro se naučili ločevanja, zbiranja odpadkov, tistih navadnih odpadkov, da smo kar dosledni pri tem. Jaz verjamem, da tale oddaja, Bojan Magyar, magister farmacije, bo tudi kaj prispevala k temu, morda že v naslednjih dneh, naslednjih tednih, da bodo ljudje bolj zavestno seveda spremljali svojo domačo lekarno, morda pobuda, da bodo pogledali po dolgem času in napravili neko selekcijo in odnesli na pravo mesto tudi tiste zdravila, ki jim je pretekel rok uporabnosti. To si tudi sami želimo, seveda. Hvala za današnji obisk, cenjene gledalke in gledalci. S farmacevtom do zdravja, z Bojanom Magyarjem, magistrom farmacije iz Pomurskih lekarn, smo danes imeli temo, o kateri smo govorili o shranjevanju zdravil. Do prihodnjič, vse dobro.